Zgodovina slovenskega znakovnega jezika ni le zgodovina jezika, temveč zgodovina boja za pravico do jezika, izobraževanja in identitete. Njeni začetki segajo daleč pred prve uradne zapise. Mnogo ljudi ne ve, da je v bistvu bil znakovni jezik prvi jezik človeka, še preden se je razvil govorjeni jezik. To lahko vidimo na poslikavah v jamah, da so ljudje uporabljali kretnje oziroma se sporazumevali z znaki. Takoj, ko se je človeku razvil govor, je začel govoriti. Ampak iz zgodovine lahko ugotovimo, da so se ljudstva med sabo, ki se niso razumela, so vedno začeli z znaki, kretnjami. V Evropi se prve pisne omembe poučevanja gluhih z znaki pojavijo v 18. stoletju. Na slovenskih tleh je ključno vlogo odigral Valentin Stanič, duhovnik, pedagog in humanist, ki je že okoli leta 1800 opozarjal na pomen sporazumevanja z gluhimi v njihovem jeziku. Leta 1840 je bila v Gorici ustanovljena gluhonemnica, ena prvih ustanov za izobraževanje gluhih na tem območju. Valentin Stanič je to resno vzel in tudi začel pisati. Takrat je sam ugotovil, da slovenski gluhi otroci kretajo drugače kot avstrijski in italijanski. To so prvi znaki, da je v Sloveniji že obstajal slovenski znakovni jezik. Takrat je bilo slovensko ozemlje pod avstrijsko kraljevino. Otroci so, ne samo gluhi, tudi slišeči, ki so si želeli dobro se šolati, hodili v Avstrijo. Tudi nekateri gluhi so šli v Avstrijo. Prišlo je do naravne izmenjave kretenj. Stanič je deloval na področju severne Primorske, zato se je čutil tudi vpliv italijanskega znakovnega jezika. Leta 1880 je v Milanu potekal mednarodni kongres surdopedagogov, znan kot Milanski kongres. Sprejet je bil sklep, da znakovni jezik ni primeren za poučevanje gluhih otrok. Prepoved je imela dolgoročne posledice za razvoj jezika, identitete in pismenosti gluhih. Če pogledamo znanstveno in strokovno na področje izobraževanja, je temeljni pogoj jezik. Na jeziku gradiš vse znanje, spretnosti, vse. Jezik je pogoj za kognitivni razvoj, čustveni in socialni. Tudi za razvoj notranje identitete. Jaz nisem gluh. Si pa ne predstavljam, kako bi človek razvijal svojo lastno vrednost brez jezika. Lahko pa samo rečem moje globoko spoštovanje mnogim gluhim, da so vztrajali in vzdržali to hudo breme odvzema jezika. Iz raziskav pa je jasno, če slišečim otrokom vzameš jezik, mu vzameš življenje. Ne smemo pa pozabiti, da prvi temelj izobraževanja gluhih otrok se pa začne doma. Če gluh otrok nima svojega jezika s svojimi starši, je tu začetek težav. Leta 1900 je bila v Ljubljani ustanovljena gluhonemnica, danes Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Od ustanovitve je bil znakovni jezik prepovedan in ga gluhi niso smeli uporabljati. Če so ga, so bili kaznovani in okregani. Ko so šolo zaključili in odšli, je gluhonemnica ugotavljala, da se ti gluhi ne morejo zaposliti. Potem ne vem, kaj se je v ozadju dogajalo,
a izgleda, da je nekdo od učiteljev gluhonemnice rekel, da tako ne gre več. Potem, leta 1931, pride v Slovenijo gluhoslepa Helen Keller v Zavod za gluhe in obišče gluhe otroke. Učitelji pa so jo opazovali. Ona je bila tukaj 2 dni. Prvi dan je obiskala zavod in gluhe otroke, drugi dan pa je povedala en stavek. Grozno je bilo to videti. Gluhi rabijo znakovni jezik, brez tega ne bo šlo. To se je nekako prijelo v gluhi skupnosti. To je bila prva spodbuda. Istega leta je bil slučajno v Evropi svetovni kongres gluhih v Parizu. Ta situacija in kongres sta spodbudila gluhe, da so rekli, da imajo dovolj. Zato so gluhi sami začeli s postopkom za ustanovitev prvega društva Dravske Banovine z namenom izboljšanja na področju izobraževanja, priznanja jezika. Dolga desetletja je slovenski znakovni jezik ostajal potisnjen na rob. Prelom se je začel konec 70. let. Leta 1979 je začel izhajati časopis Iz sveta tišine, v katerem so bile prvič objavljene risbe kretenj. Leta 1980 so se kretnje pojavile v televizijski oddaji Prisluhnimo tišini na RTV Slovenija. So se pa v bistvu prvi tolmači soočali s težavo, kako naj tolmačiti, če kreten ni, in so videli, da je med gluhimi velika nepismenost. Leta 1979 je začel izhajati časopis Iz sveta tišine. Takrat so dali idejo, da bi v časopis dali risbe kretenj. Iz tega je potem prišla ideja, da bi te slike prenesli v slovar. Takrat računalnika in tehnologije ni bilo, bile so samo v tiskani obliki. Prva se je imenovala Govorica Rok 1, kasneje pa 2. Se pravi, leta 1979 smo imeli časopis, leta 1980 pa so bile prvič predstavljene kretnje v oddaji Prisluhnimo tišini. Leta 1983 pa prvi učbenik. Takrat so bili mladi tolmači, otroci gluhih staršev, a najbolj zagnana pa je bila Ljubica Podboršek. Kot otrok in tolmač se je zavzela, da bi to prevzela, in res je. Takrat so bili prvi začetki raziskovanja, ugotavljanja. Pri tem pa je sodelovala skupina gluhih. Izpostaviti je treba Mary Mederendorfer, kolikor vem tudi Alojz Pavlič in še drugi. Lahko pa rečem, da iz tega prvega pionirskega dela potem pride jugoslovanski posvet leta 1986, ko je zveza opozorila državo, šole, da je znakovni jezik prepovedan, in je kazalo, da se je skupnost gluhih začela prebujati. Leta 1989 prvič vidimo spremembe na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Tudi tam so bili naši tolmači otroci gluhih staršev. Sami so čutili, da je treba nekaj spremeniti. No, in leta 1989 so bili prvi pisni viri, ki znakovni jezik poskušajo uvesti v šolah. Potem je že Prisluhnimo tišini vplivala na druge oddaje na TV Slovenija.
Začela se je zgodba iz školjke, stalno se je prikazoval znakovni jezik. Potem tolmačenje poročila Dnevnik. Potem je tolmač postal viden na prireditvah in povsod. Seveda z razvojem tehnologije pa vidimo danes slovar, ki je bogat z mnogimi učnimi pripomočki, didaktičnimi pripomočki. To ni samo slovar kreten in besed. Po večletnih prizadevanjih je bil leta 2002 sprejet Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Gluhi so zakonsko dobili pravico do tolmača. Gluhi so s tem zakonom imeli pravico do dostopa do informacij s tolmačem in tudi s podnapisi. Vse skupaj mislim, da je gluhim dalo boljšo kakovost življenja na splošno. Glavni osebi pri pripravi tega zakona o uporabi znakovnega jezika sta bila Jasna Bauman in Mary Mederendorfer, drugi pa smo v ozadju pomagali, kolikor smo lahko. Jaz sem vesel, da sem bil te zgodbe. Vsi smo mislili, da bo ta zakon rešil vse. Žal, za področje tolmačenja je, za področje razvoja znakovnega jezika pa ne. Nekaj let smo čakali, potem smo videli, da ne gre. Prvi večji korak je bil leta 2004-2005, ko smo takrat zahtevali, da v akcijski načrt za invalide morajo vnesti besedo Relay Center. To je bila pravna podlaga za klicni center, kasneje je to tudi uspelo. Stvari so lepo šle. Področje znakovnega jezika pa je stagniralo, v bistvu je bilo še slabše. Razmišljali smo, kaj lahko naredimo. Leta 2005 je zveza prvič pridobila sredstva za sistematičen razvoj jezika. Leto kasneje je začel delovati Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika, kasneje pa se je preoblikoval v Inštitut za slovenski znakovni jezik. Danes je program Znakovni jezik eden najmočnejših programov na zvezi. Tako je prav, zato smo tukaj. Začetki pa so bili težki, danes sem pa izredno ponosen. Center za znakovni jezik smo potem preimenovali in reorganizirali v inštitut, da smo lahko kandidirali za sredstva in da smo dobili status raziskovalne organizacije. Danes pa si želim, da bi čim več gluhih se izobrazilo na tem področju in tudi pridobilo status raziskovalca. To je moja velika želja. Danes ima inštitut 5-6 oddelkov. En oddelek je za raziskovanje in ustvarjanje kretanj. Potem je še slovnica znakovnega jezika. Imamo etimološki slovar. Delo na slovarju. Znotraj slovarja imamo še nešteto učnih primerov, pravljice, zgodbe. Potem je še ustvarjanje učbenikov, priročnikov za poučevanje, certificiranje, usposabljanje, ustvarjanje strokovne in didaktične literature. Leta 2014 so uporabniki slovenskega znakovnega jezika prvič obeležili Dan slovenskega znakovnega jezika, ki ga praznujemo 14. novembra. Leta 2002 je z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije tudi uradno začel veljati Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ker sistemska ureditev razvoja in izobraževanja v slovenskem znakovnem jeziku ni bila dosežena, je zveza leta 2018 vložila pobudo za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo.
Leta 2021 je bila pobuda uspešna in SZJ je bil uradno vpisan v 62.a člen Ustave Republike Slovenije. Letos junija obeležujemo 5. obletnico vpisa v ustavo. Nikoli ne bom pozabil predsednika Ustavne komisije Državnega zbora, ko je pri glasovanju rekel: "Dajem glas za in upam, da ne bo ostala samo črka na papirju." In kot vidim, še vedno je samo črka na papirju. Stvari se premikajo. Želimo si, da bi bilo hitreje, seveda. Danes je znakovni jezik znanstveno opisan jezik, s svojo slovnico, strukturo in sintakso. Mene osebno veseli, da smo zadnjih nekaj let nehali prepričevati odločevalce, da je znakovni jezik jezik. To je sedaj že znanstveno dokazano, slovnico slovenskega znakovnega jezika. Te raziskave so nujno potrebne, da znamo razlikovati razumevanje in uporabo jezika. Znakovni jezik ima svoja slovnična pravila, ki niso podobna tem slovenskega govorjenega jezika. Ima svojo strukturo, svojo sintakso, svoja pravila igre. Leta 2014 je slovar obsegal približno 6500 kretanj, letos jih vsebuje že več kot 30 000. A to še ne pomeni, da je njegov razvoj končan. Slovenski znakovni jezik je živ, razvijajoč se jezik, ki sledi času in potrebam skupnosti. Navdušen sem, ko vidim razvoj tega področja. Mi smo kot neke vrste trubarji slovenskega znakovnega jezika. Slovenski znakovni jezik je jezik s svojo strukturo, s svojimi jezikovnimi pravili. To je znanstveno dokazano. O tem se več ne pogovarjamo. Kako pa ta jezik uporabljamo, pa so zanimive variante. Gluhi lahko kreta v slovenskem znakovnem jeziku s pravili slovnice. Lahko pa kreta in sledi slovenskemu jeziku in temu jeziku dodaja vse elemente slovenskega znakovnega jezika. To je pravica gluhe osebe. Tretja varianta je, kar se tudi v praksi dogaja, to je, treba je tudi spoštovati. Nekateri gluhi pa uporabljajo znakovni jezik, ki sledi slovenščini, a opuščajo nekatere elemente. To dela v domačem okolju, v znanem okolju, kjer ni dvoma, da oseba ne bi razumela. Četrti način pa se uporablja pri tem, kako gluhega otroka učimo slovenskega jezika. Da moramo uporabljati slovenski jezik in da me gluhi razume, moramo zraven uporabljati še kretnjo z vsemi elementi slovenskega jezika, kot je dobesedni prevod s sklanjatvami in končnicami. Na področju sistemske ureditve je bilo v zadnjih letih narejenih več pomembnih korakov. Znakovni jezik je kot izbirni predmet uveden v osnovnih in srednjih šolah. Potrjen je učni načrt za 7. do 9. razred. Predmet se poučuje tudi na slovenskih univerzah. Prva s predmetom slovenski znakovni jezik je bila Pedagoška fakulteta Koper, nato Pedagoška fakulteta Ljubljana,
nato Filozofska fakulteta Ljubljana in na koncu Pedagoška in filozofska fakulteta Maribor. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je potrjen magistrski program tolmačenja. V pripravi je tudi dodiplomski študij slovenskega znakovnega jezika. Dejstvo je, da smo danes v letu 2026 in gluhi otroci nimajo predmeta znakovni jezik. Mi vztrajamo in ponavljamo, da se mora gluh otrok učiti v svojem jeziku in o svojem jeziku. Predmet znakovnega jezika potrebujemo za gluhe otroke in s tem predmetom se bo tudi razvila stroka. Zavedam se, da trenutno živimo v enem vročem obdobju. Imamo različne prakse do sedaj. Vse je dobro, vse je prav. Edino potrebno je strokovno poimenovati, določiti in izbrati. Zato pa rabiš stroko. Pred 3 leti je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani potrdila magistrski program tolmačenja. Sedaj, v tem času, poteka ciljno raziskovanje projekta CRP za pripravo študijskega programa prve bolonjske stopnje za 3-4-letni študij za slovenski znakovni jezik. S tem bomo razvijali stroko znakovnega jezika, učitelje, tolmače in tako naprej. Če nam uspe vse to, čez 5 let, sanjam, da ko bodo gluhi zaključili srednjo šolo, da bodo imeli odprta vrata študija znakovnega jezika na fakulteti in s tem bi pridobili 7. stopnjo izobrazbe. Kdor bo želel, bo lahko šel študirat za tolmače ali učitelje znakovnega jezika. S temi univerzitetnimi študijskimi programi dajemo možnost gluhim do visoke izobrazbe na področju dela, kjer bi lahko delali. Če to uspe, mislim, se bo dvignila pismenost, izobrazba gluhih, kot tudi perspektiva gluhih, da ne bodo gluhi odhajali v svet delat in študirat. Znakovni jezik je jezik, ki povezuje ljudi, ohranja kulturo in identiteto ter prinaša nove izzive in priložnosti za razvoj. Glede dneva materinskih jezikov lahko rečem, da je moj prvi materni jezik znakovni jezik. Imam ga rad, ga spoštujem, ker je zelo lep in zanimiv. Lahko rečem tudi to, da znakovni jezik povezuje vse ljudi tega sveta. Prihajajo pa 3-4 večji izzivi. Navdušen sem nad novim duhom reformacije znakovnega jezika. Vidimo nove vidike in razvoj. Slovenski znakovni jezik je danes priznan jezik z znanstveno podlago, z bogato zgodovino in sistemsko podporo. Ključni cilj ostaja zagotavljanje izobraževanja gluhih otrok v njihovem jeziku in o njihovem jeziku, razvoj stroke, izobraževanja tolmačev in učiteljev. S tem gradimo most med gluhimi in slišečimi ter zagotavljamo enakopravno vključenost vseh v družbo.